Gledališka skupina Tihe stopinje bo novembra praznovala 27. obletnico delovanja. V tem času so lahko gledalci uživali v kar 38 predstavah. Tihe stopinje torej delujejo že od leta 1999, režiserka Lada Orešnik pa sodeluje od leta 2001, in sicer s celovečerno premiero Zlata ptica, ki je bila v Španskih borcih v Ljubljani. Do danes je kot režiserka ustvarila 31 predstav. Vsi igralci so gluhi in uporabljajo znakovni jezik, pri igrah pa sodeluje tudi tolmač. Včasih se jim pridružijo tudi slišeči igralci. Tihe stopinje so skupaj že 27 let in imamo že 31 uprizorjenih predstav, poleg nekaj kratkih kulturnih točk. Ljudje prihajajo, se prijavljajo in vadijo, nekateri odhajajo in pridejo novi. Pred koronavirusom so začeli prihajati tudi otroci v spremstvu mamic. Sprejeli smo jih, z njimi sodelovali in vadili. Zdaj so že odrasli mladi. V skupini imamo starejše in mlade. Že dolgo sem članica Tihih stopinj, gledališke skupine za gluhe. Gledališče zame pomeni to, da se lahko izražam v svojem znakovnem jeziku, da pokažem mimiko s telesom in govorico telesa. Všeč mi je tudi, da lahko raziskujem vloge in se poskušam vključevati v različne vloge. In je res čudovito to, da nisem samo špela, ampak da se vživim v različne značaje, različna čustva, da lahko eno čustvo pokažem v drugi vlogi in je tam bolj izraženo kot pri meni. Gledališče je nekaj lepega, ker imam lahko neomejeno domišljijo. Gledališče me je vedno pritegnilo. Ko sem bil majhen, sem vedno šel gledat gledališke nastope. Govoril sem si, da bi rad tam stal, mami sem to govoril, ona pa je govorila, da bom, jaz pa, da bi to zdaj rad. Zdaj sem pa res na odru, pred občinstvom. Rad nastopam. To je moj življenjski proces. Pred 6 leti je pandemija covida-19 ustavila redne vaje v živo, vendar so kljub temu našli rešitev. Predstavi, kot sta Ostržek in Beethoven, je spletna TV predvajala v živo in sta bili dostopni gledalcem doma. Tihe stopinje so bile prvič ustanovljene leta 1999. Jaz sem se začela vključevati leta 2001 in vse do zdaj sodelujem kot režiserka. Kot režiserka sem se najbolj osredotočila na otroške pravljice in na igre za odrasle. Pred približno 5 leti sem začela uprizarjati 2 gledališki predstavi. Ena je bila gledališka predstava za otroke, druga pa gledališka predstava za odrasle. Nikoli ne bom pozabila dogajanja med koronavirusom. Med prvim covidom se je gledališče ustavilo. Tone Petrič je rekel, naj vseeno začnemo delati, da naredimo predstavo. Spomnila sem se rešitve in smo preko Zooma vadili. V gledališču je bilo dovoljenih samo 6 oseb in snemalec. Občinstva ni bilo, bilo je prazno. Ta gledališka predstava je bila predvajana v živo, da so tisti, ki so ostali doma, uživali v ogledu. Leta 2022 so se vrnili k rednim predstavam v živo. Predstava Pika Nogavička je bila po skoraj 2 letih omejitev v ljubljanskem City teatru BTC nepozabno doživetje. Ekipa Tihe stopinje deluje kot družina.
Vsi člani sodelujejo pri pripravi odra, scenografije, kostumov in idej. Takšno sodelovanje je ključnega pomena za prihodnost gledališke umetnosti in našega gledališkega nastopa pred občinstvom. Ko sem začel svojo pot v gledališki smeri, sem vedno imel tremo. Zdaj počasi to izgubljam. Ni tako, da nimam več treme. Malo treme imam še vedno, če bo kaj narobe. Ampak se poskušam osredotočiti na to, kar znam. Tudi besedila se počasi učim. Uporabljam svoje besede, svoj način izražanja. Gledališče je zame prostor, moj drugi dom. Tam lahko izrazim svoja čustva tudi v drugi vlogi, ko se postavim v drugo vlogo, da pokažem občinstvu svojo domišljijo in izraz. Izzivi, ki jih imamo gluhi igralci, so to, da nam manjka veliko podpore, manjkajo sredstva, manjkajo ljudje za ekipno delo. Meni se zdi, da če hočemo narediti zelo dobro predstavo, bolj kakovostno predstavo, rabimo več znanja in moramo zavihati rokave, se našvicati za te stvari. Gluhi igralci se ne soočamo samo s tem, ampak tudi s tem, da slišeči ne razumejo nas in našega sveta, ne razumejo naše tehnike igranja, tudi ne razumejo in težko sprejmejo, kaj pomeni gluho gledališče. Težko sprejmejo tudi tišino na odru, ker niso navajeni tega, saj običajno, da v gledaliških nastopih poslušajo vse, kar se dogaja. In potem kar naenkrat je v gluhem gledališču vse drugače. Slišeči se velikokrat umikajo od tega področja, ker se je težje vključiti, ampak mislim, da če bi bil pravilen pristop do tega, da če premagamo izzive, se mi zdi, da bi zelo napredovali. Tihe stopinje bodo kmalu, 5. junija, imele premiero dramske psihološke igre. Vabim vas, zato boste začeli zanimivo in globoko razmišljati. Premiera te zanimive predstave bo torej 5. junija ob 18. uri v City teatru v Ljubljani, na katero se gluhi igralci že pridno pripravljajo, zato ste vsi prisrčno vabljeni, da si jo ogledate v živo.